danes je res en čudovit kulturni praznik in čudovit vaš govor lahko pohvalim, ker res všečno in še pa še. Naj vas vprašamo, kako vam je všeč, kakršen je bil v času Prešerna včasih, Kranj danes? Zelo mi je všeč, se pravzaprav, če pogledamo, nam je uspelo, da je okolica zelo podobna, zato ker smo staro mestno jedro očistili avtomobilov, obnovili vse te čudovite stavbe in edino, kar se pravzaprav razlikuje, so obleke. Tako da mi je in tedajni čas in zdajšnji čas zelo všeč. In torej Smen ostaja res eden glavnih kulturnih dediščin v Kranju. Drži, ostaja eden glavnih, bomo ga tudi obdržali v prihodnje, ga še nadgradili. Se mi pa zdi pomembno, da je kultura doma v Kranju prav vsak dan, samo ne državni praznik, zato občina zdaj organizira vsak teden med tednom številne dogodke, da bi ljudje čim lažje lahko izkoristili ta lepi Kranj. No, mimogrede, ko sem opazovala stojnice, koliko stojnic približno ste pa tokrat pripeljali? Mislim, da jih je preko 100. Preko 100. Pa preko 600 nastopajočih, oblečenih v kostume, res veliko. Mesto se je res spremenilo v čas 19. stoletja. Še vedno lepo zaljubljena zgledata, ampak najprej, ko sem pogledala gospoda dr. Prešerna, nič fig ne vidim, ne? Ja, to je danes malo težje s tem figam, ja, ker se mi ne da vsake posebej zavijati, pa gor napisati, kaj vse vsebuje, pa tako nekaj takega. Tako da jih imam danes malo manj fig, ja. Moram reči, čudovit dan za današnji dan, kulturni praznik, veliko sonetov, lepih zdravljic in kaj še vse smo že slišali. Vam vsem skupaj pa želim en čudovit dan, naj vam bo srečen in zaljubljen še naprej. Hvala tudi vam, hvala in vsem gledalcem, bodite srečni pa ponosni nase, pa bo vse v redu. Primičeva Julija, tudi vi izgledate neverjetno zaljubljena in srečna, to je res lepo videti v izrazu vaših oči. Tako je. Jaz pravim, če se bi vsi imeli tako radi kot midva, bojo vsi toliko let dočakali kot midva.